vsak si mora pač najti res neko svojo pot. Kako pa gledaš na to tovarno, kjer delamo v bistvu naslednje generacije, ne, na šolski sistem? Nekaj sva se sicer dotaknili tega, ne, glede vrednot, ne, ampak tukaj v povezavi s tem kreativnostjo, o katerem ti ful govoriš, ne, kako je dobro za posameznika, za zdrav bit v telesu, dobro biti kreativen in nekaj ustvarjati za družbo. Ne. Kako gledaš na šolski sistem, tvoja hčerka še ni v njemu? V prvem razredu. Ja, kot starš, recimo, kako razmišljaš o tem? Seveda to gledam neločljivo na večjih področjih, ne, se pravi, eno kot strokovnjak za kreativnost, drugo kot starš, tretje kot pač produkt tega sistema, ne. In kar je zelo pomembno je in kar tudi v knjigi zelo izpostavljam je to, da si moramo stvari dovoliti. In če pridemo do področja kreativnosti, imamo Slovenci ali pa tudi globalno, ko rečemo, kreativnost prepovedano, ne. Lahko gre za samo prepoved, ne, ki je lahko posledica, ne vem, da smo v vrtcu iz papirja naredili origami, ki je bil v naši glavi labod, pa je vzgojiteljica rekla, da pa to niti slučajno ni labod, ne. In se pravi, v seštevku takšnih interakcij, kjer so pač učitelji res zelo pomembni, da občutek, da smo vsi kreativni, dovolijo v naših glavah in predvsem v naših dušah, se ta kreativnost potem več ne manifestira v naših življenjih. In ta mandat, da smo kreativni, si lahko znova podelimo na katerikoli točki življenja, ne. In zato smo tudi oglaševalci ali pa, ne vem, modne industrije ali pa založništvo nekako monopolizirali to z temi levimi prilastki, kjer smo kreativni direktor, kreativni ustvarjalec, kreativni producent, kreator, ne, se pravi ta res mogočna, ne, mi smo ti, ki ustvarjajo. Nekako s tem izropali ljudi, da se počutijo kreativni, ker to je poleg ljubezni ena izmed najmočnejših sil v našem življenju, ne. In seveda izobraževalni sistem je nekako talec tudi teh uravnilovk, kjer pač moramo z nekimi vatli oceniti prizadevanja ljudi, zato da pač, ne vem, zberejo dovolj točk, da se vpišejo naprej in si oblikujejo življenje na podlagi teh točk, ne, delati zelo veliko kompromisov pri ustvarjalnosti. In zato neko osvoboditev od ne samo neke nesrečnosti, pa nesrečnosti v tem smislu, da nisi zadovoljen v svojem življenju, pomeni osvoboditev teh kapacitet, te zaloge ustvarjalnosti, ki je pač tam globoko noter in si želi, da eksplodira in si želi, da pač naš končno reče, dajmo začeti, ne. Ampak to niso zdaj pobarvanke za odrasle, ne. To gre za to, da si res dovoliš, da, ne vem, nekdo je izvrsten avtomehanik in sfrizira avto tak, da noro dobro izgleda. To je nora ustvarjalnost. Nekdo dela izvrsten kruh, nekdo dela izvrstne fotografije. In zdaj, recimo, kar je, pa sem jaz tak precej kritičen do sodobnih tehnologij, ne. Kaj je prednost teh tehnologij je, da lahko to kreativnost dejansko pomagajo spraviti na plano, ne. Z sodobnimi telefoni si lahko izvrsten fotograf in lahko dejansko ustvarjaš neke stvari. Dostop imamo do izjemnih informacij ali do somišljenikov in kreativno sodelujemo in delimo to energijo, ne. In vse to je seveda lepo, krasno in moramo v življenju do tega dostopati ob privzetku, da pač si to dovolimo. In to je najtežji del. Zato, ker je ta spet manjvrednostni kompleks, ki ga imamo, ne. Jaz pa nisem kreativen, jaz pa nisem Bagola, jaz pa nisem Klemen, jaz pa nisem ne vem kdo in ne vem kaj. Ta ovira, ta glas noter, ki je lahko posledica glasu staršev, prednikov, okolja, zgodovine, ta glas je v bistvu treba premagati. In res se začne mogoče zahteva
ali pa priložnost za prevrednotenje našega naroda, da bo še bolj kreativen, ker smo zelo kreativni. Ne? Tako da tudi v izobraževalne institucije ne da potvarjamo zgodovino, ampak nehamo z tem v bistvu kurikulumom, ki nam vsiljuje idejo našega naroda kot nenehno podredljivega, kot naroda, ki je imel gospodarje, naroda, ki je uspel na vrednotah, ne vem, pridnosti, hkrati pa sovraštva do svojih gospodarjev. Spravi, vsa ta literatura, ki pač je zgodovinsko relevantna, ne, ima zagotovo še drobce veliko bolj pozitivnega, ne, ker ko se to nalaga v našo zavest, ki ima seveda v nezavednem ta kres že do dobra naložen, ne, se potem ta iskra splamti v ogenj, ki ni ogenj, ne vem, strasti do ustvarjanja, ampak ogenj, ki posledično vodi do izgorelosti. In razumevanje pomembnosti izobraževanja v tem smislu, da, ne vem, ti res dober učitelj odklene tvoj potencial, ali pa ti dovoli tvojo edinstvenost in jo spodbuja in jo prepozna, ne pa da sili k uravnilovki in k zgolj nekemu določanju v sistemu, je nekaj neprecenljivega. Ne? In v bistvu pol vidiš učitelje, vzgojitelje ali profesorje, ki sami sebi so to dovolili, ne, in tisti delajo v tem smislu naprej. In seveda imaš tiste, ki so zatiralci tega in so, ne vem, mali avtokrati v svojem mikrookolju in to navidezno moč hkrati nekako uporabljajo za gašenje teh isker kreativnosti. Zato pač izobraževalni sistem je zelo, zelo pomemben. Tudi mislim, da odnos politike in izobraževanja je sila pomemben in se mu namenja premalo pozornosti. Ne? Ker spet vsi hlepimo po tem odmerku zunanje vznemirljivosti. Ne? Se pravi, kreativnost tebi omogoča izpolnjenost, vznemirljivost, ki je noter, ki je tvoja. Ne? In če to si sposoben zagotoviti, da si to dovoliš, ne rabiš medijev, ne rabiš poročil, ne rabiš filmov, ne rabiš zunanje kreativnosti. Ne? Kot če si Jezus v sebi, ne rabiš zunanjega Jezusa, ne? Ker si resničen Jezus tu noter. Ne? Tako, če si kreativen, ne rabiš vznemirjenja oddaje zvečer, kjer se politiki bodejo, kjer Trump napada druge države in tako dalje in tako naprej.